Odšla je Rozi, sončni žarek sred nevihte. Dobar dan. Dobar dan, gospa, dobar dan. Izvolite, a boste striženje, farbanje? Izvolite si. Ne, jaz sem ta nova Korenova. Mi lahko poveste, kje bi dobila gospoda Korena? Anja je primerila dvorišče, tako da zdaj vemo, kje lahko hodimo in kje ne. Janina Ida, predvsem Aida, pa sta nova kost Maničinih zobeh. Čakamo sam še Gorazda, ampak v njem pa ne bi preveč. Bolj me skrbi, kako se bo razpletlo med mojim očetom in gospodom Korenom v službi. Bomo videli. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Tlej se dol zadnjič igramo, ne? Ne? Zato, ker tole je moj parkirplac, jasno? V redu? Ne mi te šare pod noge postavljati, no. Ko je tebi mi? Jaz sem Jan. Čigav pa ti? Mami Anja, tako kad je Jan. Tamle stanujemo. To novi ste. No, pojmo bližje. Jaz sem Gorazd Koren. Dobro, ko ste lih nova, nam teživno. Zapomnite si sam tole, kaj jaz prijem čez una vrata, kele s tem avtom, bo tlele čisto ka soza. Okej? Zmejeno? Okej. Daj pa tele zastavce mi ven pomečta po smeti, pa kjer kreten je to postavil? Mami. Gorazd. Tako preklet zvišen se vedno nosi, tako se tudi oblač in tako se pogovarja, da daje vtis čistega idiota. Če mu jaz zdaj kaj rečem, mi vedno odgovori, kot da sem stara 10 let. Zanj sem ta mala pankrca, ampak to mi gre že na živce. Stara sem več kot 15 let, pa tudi pankrca nisem. No, vsej po duši, ne. Ampak enkrat bo že videl. Sploh pa ni slab fant, sam neprestano igra nekaj, kar ni. V resnici je nežna duša. Drugače ona ne zna, vsak dan se sama kaznuje, zmoti živi, jo prizna.
Tina. Tina. Gorazd! Je lej, galej! Je lepo te je spet videti. Ja, odkot pa je tebe veter prinesel, a? Ja, malo sem se po svetu klatal, ampak kako si kaj, kaj si prišpeli ali kaj? Ja, prišpeli sem na obisku. A kako sem kaj? Ja, okej, ni slabo. Ja, veš, smešen, ampak jaz se še doskrat spomnim na te. Pa ti, a se ti kaj name spomniš? Ja. Včasih pa se res, veš. Ja, sem slišala, da si postal poslovnež. Na televiziji delaš, a je res, a? Ma, nekaj pri fotru pomagam, nič kaj tazga, no, posel pač. Ja, kako nič kaj tazga? Čakaj, zdaj, ko si na tako pomembnem položaju, boš pa imel kdaj kakšno vlogo zame, a, Gogi? Kaj? Ti imaš zmer glavno pri meni, saj veš, no. Tako, je lepo. Lepo, Gogi. Kje pa je Špela? Pusti, da je Špelo. Špela bo že prišla, no. Dej, Gogi, ti meni rajte, kaj lepega povej, a? Gogi. Ja. Dej, no. Rozi, danes imam pa eno presenečenje za vas, Rozi. Ja. Se to izmeri. Evo, paket imam za vas. Zame? Ja, A res? Odkud pa? iz Kanade. Iz Kanade, a res? Ja. A se Cuknite, ja. Kaj pa je to? Joj, prstan, pa rižica, pa uhani. Ja, pa kdo vam je pa to poslal? Kako pa je Poglej, če to Leno kaj na piše. stara leta, dobivam prstane, pa rižico, pa uhane. Kako je? Pisani klej. Oj, čakaj, kdo pa piše? Ja. Jaz nič ne razumem. Kako pa je to napisano? Čakajte, lahko jaz to pogledam, ne? Ja. Šur, to je v amerikanščini. V angleščini? V angleščini? Ja. Kako pa je to mogoče? Ja. Ja, kdo pa je podpisan? En Matjaž. Moj Matjaž! Ja, kako je pa to mogoče, da je napisal v angleščini? Se ve, da jaz tega ne razumem. A ja, kaj pa veš? Mogoče imajo pa oni en tak čuden stroj, ne, ki nima sploh slovenščine gor. A res? Ne? No, ampak saj to ni problem, ne, to bi jaz lahko prevedel, ne. A res, a znaš? No, mislim, vsak poštar mora znati en jezik, ne, zdaj v glavnem pa nas znajo srbo-hrvaški, ne. Ja. Jaz znam pa angleški, ker sem bil že 100-krat v Ameriki po A Kanadi. res? Ja, a preberem? Ja, prosim. Aha. Ja. Prav, da vas pogreša. Ja, a res? Ja, tudi prav, da se že dolgo nista videla. Ja. Pa tudi prav, da letos pride? A da pride? Joj, kako sem vesela. Ja. No, pa tudi prav veste, da je zdrav, ne, pa da upa, da ste vi zdravi, ne, pa da je vreme gor ful mraz, ne, da je ful mraz, ne. Tlele pa da upa, da je v redu, ne, v Kanadi tle pa ni tok, ne. Ja, no, in to je vse, fertik, evo, zrihtan. Joj, hvala, Rado, res si festfan. A tako pameten. Hvala, Rado, hvala. Joj, moj Matjaž. Ja, Matjaž, joj. Rozi.
Dober dan tudi tebi. Kako je bilo v službi? Nič posebenega. Običajen delovni dan. Nič posebenega. Totalno mrtvilo. Aha. Zakaj pa pol zgledaš, kot da bi te traktor povozil? Nekaj mi prikrivaš. Eno, nekaj silt vame. Se vidiš, da sem utrujen? Utrujen, boščak. Od česa pa? Od totalnega mrtvila, ali kaj? Če že hočeš vedeti, ti bom pa povedal. Ob službo sem. Kaj? Kako ob službo? Koren me je vrgel na cesto, evo, je odložba. Kako? O, Marija, kamo pa zdaj? Bog ne daj, da bi zvedel, kdo v hiš. To vesele. Ne se bat. Ko mi se stopil na dvorišče, me je že napadla manica kot stekel pes. Skoraj vse je že vedla. Vsaj otroci ne smejo zvedeti. O, Marija, pomagaj. O, Marija, pomagaj. Ja. Otrok ne smeva obremenjevati s tem, veš? Živa, Živa. mami, imaš kaj za jesti, naredil sem pomorski pes. Takoj bom. Hvala. Kaj se pa držite kot dve limoni? Naj spet kaj narobe, ha? Ne, nič ni narobe, nič. Nisem zihar. Nekaj mi spet prikrivata. Kaj se je zgodilo? Kaj bi ti za očijem prikrivala? Nič ni narobe. Ti lepo v miru pojej. Se veš, da ni dobro za želodec, če se razmišlja. Kadar se je, ne? Oči! Pa je res, ali kaj? No. Kaj se srečo dol, manco mi je vse povedal. Se je vedelo, no. Je že v redu, Janez. Je že v redu. Janez? Kaj si izvedel? A ne veš, ali kaj? Ne. Oči, jaz v službi fuknil. Koren ga je fuknil. Maja! Maja! Kaj pa je? Sem kaj narobe povedal? Ne, nič nisi narobe povedal. Res je. Katastrofa. Pa kaj mi prikrivata? Kot da sem stara 3 leta. Kot da bo kaj boš, če jaz ne bom vedela. Pa se jih razumem. Starša, ne? Vse bi naredila, da otrok ohrani idealno podobo svojih starših. Pa če je treba, se tudi zlažeta za dosego tega cilja. Ne vem, kva bi rekla. Po eni strani sem jezna, po drugi strani imam pa še raj. Mislim, čisto sem zmedena. Le ena stvar pa je kristalno čista. Koren je res prasec. Pod eno streho. Ošlet? Ne, rajš ne. Ja, zdaj sem jo že nodal. Ja, okej, tudi v redu. Sam da je v redu. Ja. No, na tvojo srečno vrnitev pa na najne lepe stare čase. Najne lepe stare čase, ki jih nisva sicer še razčistila, ne? Kaj? Kaj pa nisva razčistila, kaj ti ni jasno? Povej. Že začela sva bolj čuden, ne? Končala sva pa še bolj čuden. Ja. Kaj pa je bilo čudenega? Meni je bilo vse kristalno jasno. No kaj, pač sva imela malo bolj svoboden odnos. Ti si bila svobodna, ja?
Jaz sem pa trpel, draga moja, še posebej, ko so mi kolegi rekli, da so te z drugimi videvali. Gogi, ja Gogi, Bogi, in ti si verjel. Pa dejno, pa se veš, da sem bila nora nate. Poslušaj, pa jaz, ma niti v sanjah nisem takšna, da bi lahko imela karkoli z nekom, a veš, ki ga res ne ljubim. Res. Daj, Tina, no? Kaj? Razumem, zakaj lahko tako prizadaneš ljudi, ki te imajo res radi. Gogi, pa kako lahko rečeš, da sem te prizadela, no? Gogi, Gorazd, lej, jaz ti pri Bogu prisežem, jaz te nisem nikoli prevarala, res ne. Lej, pa take packarije, no, so govorili tisti tvoji prijatelji, ki so me najbolj požirali z očmi. Oni so nama v mestu zavidali najno. Kje si bila? Kje shodu je? Kje si bila ti? Ej, tole, kar si zdaj videla, mislim, da ne slučajno, kaj mislim, tole... A ja, ne, tole ti res nimaš pojma, kako to zgleda, veš? Mislim, to, kar si jaz mislim, itak nima veze, ampak imaš dosti za zvedeti. Kaj pa imam za zvedeti? Ja, ne vem, naj ti Tina pove, ker je po ta novem ta glavna pri hiši po vse ve, a ne? Pod eno streho. Veliki puter, kaj bo dobrega? Ti pa ne se zajebavati. Če bi vedel, da vzganjala taga hudiča po cel hiš, bi tale plac lepo zrihtal v manici in danes ne bi mu nobenih težav. Gospod Bog je prišel jamrat. Kdo mu je postopil na rep? Da pa saj nisi resna. Če me misliš zajebavati zato... Pas. Veš kaj? Če me misliš zajebavati zato, ker ti delam dober, da jaz lahko kaj hitro spravim ven z tele lukne. Daj malo se spomnim, kdo ti je zrihtal tale stanovanje. Veš, kaj ti se raj spomni, kaj me že 10 let obljubljaš, pa nisi še nič naredil. Mislim, tudi jaz imam komu kaj zanimivega zapovedati. A ti me groziš? Ne grozim ti, sam ne prenesem, da se non-stop pretvarjaš, ker da ne bi vsi skup vedeli, koliko imaš dreka na glavi. Mislim, tudi kar se tiče Jana, nisva še čist nič uredila. Ti jezik imaš pa strupen kot kača. Le pas, da ga noški vrtila po nepotrebnem. Živjo! Živjo! Živjo, jaz sem Jan. Kdo si pa ti? Jaz sem pa Jaka. Jaka Koren. Jaz sem pa Ida. A je tisti avto tamle tvojega sina slučajno? Čakaj. Ja, od Gorazda. Povejmo, da se jaz igram gumičis, kjer hočem. In če bo še kdaj Jan kocko podaril, mu bo moja mami kaj zanimivega o negativni energiji povedala. A razumeš? Razumem, dobro. Sam ne me tepst. Lepo prosim, ne me tepst. Veš kaj, Anja? Jaz sem malo pa še mrski zapomet. No, to bomo pa še videli. Ne, pa ne delite tega. Kdo vaju je to naučil? Pejte v sobo, takoj. To je grdo. Res. Drž. Dej mi povej, zakaj je Špela rekla, da si glavna pri bajt? Kaj jaz vem kaj? Ma da je mogoče pa ljubosumna, ker nama je fajn. A veš, Gogi, ženske smo včasih ful čudne. Svojo sestro kar dobro poznam, pa se mi nikoli ni zdela toliko neracionalna. Ja, Gogi, časi se spreminjajo, ti pa že dolgo nisi videl svoje sestrce, a ne? Veš kaj, zdaj mi pa res ni jasno več. Zakaj si ti sploh tle, mislim, kaj tle delaš? Hej, Gorazd! Dobrodošli doma! Ja, živijo, Gorazd. Ej, dečko,
Kako si? Kje si bil? Daj govor. Dovolj sem bil, no, drugič to naredila, no, da moram predstaviti. Stop. Kaj va? Dovolj, da jaz predstavim te. To je Tina, moja nova punca. Laže, ko boža obraz, ujeta v kulturo življenja. Evo, to so te moderne družine. Če bi bila jaz na Gorozdovem mestu, bi ga, ne vem, kaj bi naredila s fotrom. Že tako je revešči zmeden, pa on pa še fotor uprizarja totalni šov med domačimi stenami. Tako rada bi mu pomagala. Gorazdov mislim. Ampak včasih pač ne moreš spreminjati toka dogodkov, zato je najboljš, da čas naredi svoje. In prepričana sem, da bo tudi v našem primeru tako. Koren ima kožo kot krokodil, nič mu ne pride do živega. Sprti in zaljubljeni. Kaj češ? Se dogaja tudi v boljših familijah. Ljubezen ne pozna meja. Midva se imava rada. No, Špela je to malo bolj težko sprejela, ampak bo že boljše. Ti soš pa tudi navadil. Rada, ne? Seveda. Resnično rada. Še nikoli se nisem počutil tako mladostnega in svobodnega, kot ptiček na veji. Ja, krasno, no, jaz pa še nikoli kot drek. Pa zakaj, Gorazd, vse imamo, bogat smo, zdrav smo, sosedi se zastopimo, pa še streha nam ne puša, no? Ja, točno, pa zakaj bi se sekirali? Vse ostane v familiji, ne? Dobar dan. Živo, Gorazd. Oprostite, da motam tole družinsko idilo. Vem, da službene zadeve ne sodijo sem, ampak vseeno. Mi prosim lahko razložiš, kaj tole pomeni. Ja, sej vem, Joža, da si ti tole narobe razlagaš. Ti verjetno misliš, da sem te jaz vrgel na cesto, veš. Ampak ni tako. Jaz sem se boril kot lev. Ampak programi pa svet direktorjev, ja prav nobeden ni hotel slišati ene dobre besede zate. Ne. Ti misliš, da ti jaz to verjamem? A ti misliš, da sem jaz navaden tepec? Mi dva oba zelo dobro veva, zakaj sem jaz tep žul na nogi. Ej, zdaj pa je dost. Poslušta, ne bom dovolila, da se znotraj moje familije rešujejo službene zadeve. Prosim, da to opravita jutri na televiziji. Da mi enkrat več ne rečeš, da je to tvoja familija, okej? A ti je jasno, zato ker vse, kar imaš ti s to familijo, je to, da si jo razsula. A je tebi jasno, da bom jaz tebe razsula, če ne vštih? Pomirite se, prosim, pomirite se. Ja pa ne bom gledal, da se boste takole kregale, no. Ja pa kaj pa je to? Saj ti ne bo več treba dolgo gledati oči, zato ker če se kaj poznam, bom kmalu tudi šla. Čakaj, Špela. Ti nisi normalna, no. Ptiček na veji, ali kva? Ptičica, ptiček. Se da pomirite. Jo. Ptiček. Bani. Pod eno streho. Maja. Ja, Rozi, kaj pa tebe prinesel? Maja, tako sem vesela, da moram to veselje z nekom deliti. Poglej, moj sin iz Kanade mi je poslal paket, noter pa prstan, tole pa verižico, pa uhane, pa sporočuje, da pride. Rozi, kako lepo. Ja. Nisem vedela, da imaš sina v Kanadi. Ja, že skoraj 15 let je tam. 15? Ja, pravi, piše, da mu gre dobro. Poglej. Aha. Ampak tega pisma pa nisi bila glih najbolj vesela, ne? Kako da ne? Še zdaj bi najraje od veselja skakala po eni nog. Ampak zakaj? Mislim... Kako zakaj? Sporočuje, da pride na obisk. Že 5 let ga nisem videla. Sam Rozi tle ne piše, da bo prišel na obisk.
Tle piše, da ga ne bo. Kako? Ja, piše, da je bil mesec dni v bolnici, ker je imel zlomljeno nogo. O, in da ga Jezus. ne bo. Kdo ti je pa to prevajal? Poštelj. Naš, Rado. Ja. Pa samo nima pojma v angleščini. Kako da ne? Se je rekel, da je bil že 100-krat v Ameriki pa v Kanadi. Ja, Rozi, to ti je rekel, ampak to je bil sam s prstom po zemljevidu. V resnici pa res ne. Ti pa znaš angleško? Ja, znam, ja. Presnet, moče ne shramam, kako se mora tako norca delati starega človeka. Rozi, pa se veš, kakšen je ta naš Rado, skozi ga neki biksa pa fiksa pa... Čakaj. Čakaj, mu bom že pokazala. Mači, a bi mi ti napisala 4 ali pa 5 stavkov v angleščini? Seveda, Rozi. Ji bom kaj narekvala. Poslušam, Rozi. Ja, tu sem kinder jajčko dobila. Zato, da mi bo zdaj še v hiši lahko živ, v svojem lastnem stanovanju. Mislim, sam tega mi je še manj. Slušaj, Anja, vsi dobro me poslušaj. Ja, že sedim. Dobro me poslušaj. Že sedim, že sedim. Koliko si mi zanči izikala? Mi nam še nikoli več. Kje so pa otroci? Ja, tukaj jih ni, zunaj so, verjetno so na dvorišču. Dobro. Dobro, pa razčistva. Prvič, kar se Jana tiče, ga nam nikoli priznal, dokler boš ti takšna kača. Ti boš to govoril. 10 let sem že prijazna s tabo, pa nisi še nič naredil. Mislim, sam nakladaš. Ma daj, sej ni resno. Prav resen sem razmišljal, da bi to stvar uredila. Ampak nisi zanesljiva, veš? Nikoli ne vem, kdaj boš v kakšnem slabem trenutku tiste preklete papirje kakšnemu novinarju pokazala in me spravila lepo za zapahe, ne? Veš kaj, kar boj se, še vedno imam varno spravljene. Ma daj, nehaj se zajebavati, no. Sploh pa tako mislim, da že tudi otrokoma nekaj izgobezdala. Nisem. Ma kako da ne? Na lastno ušesa sem slišal, kako je ta mala rekla. Da bo njena mamica mojemu sinu nekaj zanimivega o negativni energiji povedala. Ti kaj je mislila s tem? Daj povej. Ti pa poslušaj, to otrok sem kar tako leče, mislim, kaj pa on ve, sploh nič ne misli, poleg tega pa jaz tega nam tle poslušala. Mislim, da mi tle težim težkim stenam, če češ. Me čist nič ne briga, kaj ti misliš. Me sploh ne zanima. Tako! Ta gospod pa res ni preden, prav poreden je. Ja, skozi vedno ima nekaj za bregom. Polne dokumente skozi sumenja. To bi morala Mina poiskati, ampak kje to mami skriva? Mami skozi kaj skriva. Men čokolado, gospodu pa dokumente. Ampak jaz vem, kje je čokolada. Kje? Tamle spodaj pod omarah, ko so tudi eni papirji. Kva? Ja, tamle spodaj. To. Ostaja 1-0, Rudonja. Kako je slaba tekma. Karič. Nikogar ni na drugi vratnici, tole so zdaj lahko mirno rešili. Ačimovič je pri strelu tokrat... Če bi ti igrali, bo kaj boljše. Ne, oči, prosim, lahko ne izslabljaš futbola, prosim. Boš pol gledal naprej. 3 minute je do... Počaki. Poslušajte me.
Bil sem pri Korenu. Hotel sem zvedeti, zakaj me je vrgel iz službe. Kaj si Počakaj, boš izvedel? pol naprej. 3 minute je do konca. Počakaj. Kaj si izvedel? Nič. Lagal je, kot pes teče. Kako me je branil, pa take, pa podobne stvari. Ja, pa pol? Potem se pa skregali med sabo, kot hijene. Kdo? Špela je napadla Tino, Tina pa bi Špelo najrajše utopila v kozarcu vode. Ja, sedi. Še najbolj normalen se mi zdel Gorazd. A Gorazd, je že doma, super. Mislim, fajn, da je prišel domov. Živ, zdrav. Ja, da ne boš kar skozi steno usekala do tega svojega Gorazda, kar naenkrat. Veš kaj, Janez? Jaz nisem tako kot ti, ki za tisto svojo Špelo lazeš kaj posran cucek. Posran cucek, Ja, pa oprosti, no. jaz nisem. Ne boš ti meni govorila, da sem jaz posran cucek. No, dosti, počakajta, dosti je bilo. Poslušaj, dosti. Kaj ti si že ful nesramen. Poslušajte me. Od danes naprej se moramo bati Korenov. Je tako, Štefka? No, kot sem rekel. O, sedel z nas, da dozi. Dobar dan. Vidiš, Rozi, včasih pa kolo tudi stoji. Ko pa imamo to za eno šivo, Rozi. Ja, veš, da je bil v tistem paketu čist na dnu še tale listek, pa se zdaj matram, pa ne znam prebrati. Dej, Rozi, dej to majstru, da prebere, ne? No, daj. Ja. A ja, šur, ne. A veš, kaj meni se je zanj zdel, da je takole malo nedokončano pismo, ne? Zdaj vidim, da tlele je nadaljevanje, ja. No, pa poglejva, no. A je to tudi v angleščini? Ja, of course, moj hoc, ne. Ja, veš, le prav, da te prav zelo lepo pozdravlja spet, ne. Tle pa moje ime. Prav, da moraš biti zelo prijazna z mano in da zdaj se pa res malo vidita pol, to zaključil. Ti pa lot nesramen, da se takole norca delaš starega človeka. Zdaj ti bom pa jaz povedala, kaj tukaj piše. Da si ti en čist navaden tepec, da ne znaš angleško in da ne te bo sram, kad ko lažeš. Pa Rozi te lepo pozdravlja. Angleški sem se res učil, ampak nisem prišel do dvojke, ne. Rado, no speak. A to je tle? Ja. Rad bom kar brcala. Koliko je pa teh papirjev tukaj? Evo, to je zdaj to. Zdaj pa ti dobiš papirje pa čokolado. A si za? Ja, sem ne pojesti preveč čokolade. Te nama mami ugotovila, da so to našle, veš? Vem. Vedno je pojem sam par koščkov. Ej, jaz tega čist nič ne razumem. To ni tako, kot ti. Ampak zagotovo so zelo pomembni, če jih mami tako skriva. A misliš? Ja, kaj bo pa naredila? Zdaj, tako najboljš. A je res, da je Koren pokvarjen? Ja. A je res, da naj je Gorazd ful nahrul? Ja. A je res, da sta Maja in Janez najna najboljša prijatelja? Ja. No, pa naredil tako. Za zdaj ideva nazaj, ko bo pa treba, in bo pa dala tistmu, ki je nama najbolj všeč. Okej, to je upoštevam. A boš ti tudi malo čokolade? Tole bo pa totalno sranje. Kva? Mama ima že tako bogo službo, zdaj so pa še font raznevrgli.
Pa kaj, če človek naredi? Cenjujemo kaj? Ne. Ej, že zdaj nismo bili bogati. Kva bo pa še lepal? Lej no, že zdaj nosim neke take razlečene cunje, pa ne vem kva še vse. Kom pa polno osla. Ženske pa tudi najprej sam na obleke pomislite. Kako bomo pa mi dva v šolo hodila, ej? Pa pomisel, koliko se kaj počuta najna starša. Prav gotovo ima ni lušte, ne? Po mojem ima je ful grozno. Grozno. Pišo, kaj je, to sploh ni fair. Mislim, ta svet je to krivičnej. Najin oče je super delavec, priden, pošten, marljiv. Evo, pa je na cest. Koren, ko mu po očeh vidiš, da je totalna baraba, bo pa direktor še naslednjih 1000 let. To ni fair in to se dogaja. Kaj, jaz lahko samo v steno z glavo butam. Drugega pa ne morem narediti. A ti misliš, da bi lahko kaj drugega naredila? Ja, nekaj morava stuhtati. Ej, dosti sva star, da tudi midva včasih pomagava staršem za spremembo. A ne? Ja, sam kaj? Dobrota je sirota. Dokler tega ne občutiš na svoji lastni koži, ne veš, kva pomeni ta pregovor. Ko pa enkrat to začutiš, se ti cel svet zagnusi. Mami mi je 100-krat povedala, da je pot resnice in pravice 100-krat težja in bolj strma, kot pa tiste poti, ki se ti kot avtoceste ponujajo vsak dan. In da se splača truditi. In kaj naj zdaj reče moj oči, ki je hodil po takšni poti? Pomagati mu moram. Obema. Pod eno streho, pod eno streho, pod eno streho. Naprej! Naprej! Kaj pa to? Ja, prosim, samo malo. Živja. Živja. Videla sem prišla na obisk, če nimate nič proti. Ne, fita, vse. Nimam, ampak ujela sta na gisteric slabe volje. Drugače pa bolj vesela. Ne, Janez. Ja, videla ste nam toliko fajn. Unih korenovih pa ne marava. A res, zakaj pa ne? Ma, Gorazd naj je zjutraj ful nakrulo. Pol je pa še njegov oči prišel. Pa z najno mami ful grdo govoril. Ja, a bi bila vidva najina prijatla? Kako pa to mislite? Je tako. Prijatelji si pomagajo v nesreči, pa tudi, če so žalostni. Ja, se midva sva imala v bistvu tudi nesrečo, naju pa tudi koreni jezijo. Ja, res. No, pa bodimo prijatelji. Če bomo skupaj, jih bomo premagali. Prav, pa bodimo. Evo, a boš mal... Bo. A tudi ima čokolade? Ko je sladka, veš? Foter je na cest. Gorazd je doma. Korenovi imajo vsega zadost, pa se kregajo kot v zverinjaku. Pri nas pa imamo vsega manj in manj, pa se mi zdi, da smo zmer bolj povezani. Bolj kot smo reven, več prijateljev imamo. Pa se ni važno, če so majhni. Važno je, da imajo radi nas in čokolado. Se vidimo. Sprašujem
iščejo mavrico in prijazna beseda vhod. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomi.